Kot duhovnik, spovednik in duhovni voditelj si bil spoštljiv in prijateljski v odnosu do zdravstvenega osebja, zdravnikov, medicinskih sester in vseh, ki so kot dobri Samarijani zdravili, negovali in tolažili bolne v bolnišnicah. Prosimo te za vse, ki so v službi človekovega zdravja in življenja, da bi znali združiti svoje poklicne sposobnosti s sočutno pozornostjo. Daj, da bo bolnik vedno obravnavan kot oseba, potrebna spoštovanja in razumevanja v svoji občutljivosti, strahu in pričakovanjih. Prosimo te, da razsvetljuješ raziskovalce pri odkrivanju novih zdravil, da usmerjaš roko kirurgom, da vodiš zdravnike pri branju izvidov, postavljanju pravilne diagnoze in predpisovanju prave terapije. Sveti Leopold, naj bo prisotnost zdravstvenih delavcev in prostovoljcev v bolnicah podobna tvoji, nevsiljiva, sočutna in polna vedrine, da bi znali deliti zdravila poguma in upanja, kot si jih ti delil ljudem, prizadetim zaradi telesnih bolečin ali izmučenim v duhu. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sedaj po sveti maši vas vabimo v dvorano nad zakristijo, kjer nam bo družina Zupan predstavila 90 let Tekčevih jaslic iz Tržiča, to umetnost, da bi res začutili, da Gospod prihaja v božični noči tudi k nam. Polepšali pa bodo ta večer tudi s pesmimi kvintet bratov Zupan. Vsem se iskreno zahvaljujem za sodelovanje pri sveti maši in naj vas še naprej spremlja Božji blagoslov, Marijino varstvo in priprošnja svetega Leopolda Mandiča. Gospod z vami in s tvojim duhom. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Amen. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Amen. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. Amen. To naj vam podeli po priprošnji svetega Leopolda Mandiča vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.